Ekonomska kriza je v svojem bistvu kriza vrednot. Poštenost in delavnost je zamenjal pohlep, ki je gnal bančnike in druge, da so si prilaščali dobičke, tudi fiktivne. Vlade pa z regulacijo tega niso zaustavile. Začaran krog je takle. Bančnik od vsakega kredita ali hipoteke zasluži procente. Zato je v njegovem interesu, da bi zaslužil čim več. Išče načine, da bi izdajal več kreditov, tudi takim, ki kreditov ne odplačujejo. Ker cene nepremičnin rastejo, je čez leto dni hiša na kredit vredna več kot pred letom dni. In tako zaslužita oba, bančnik in posojevalec. Vedno več ljudi kupuje hiše, če tudi brez denarja, da bi zaslužili. Ker se povpraševanje veča, tudi cene hiš rastejo. Nadzorne inštitucije mižijo, ker je v tem toliko denarja in interesnih skupin, da ni politične volje po omejevanju. Takoj pa, ko se rast cen hiš ustavi, razpade celoten model. Hiše ne prinašajo več dobička, ljudje več ne morejo odplačevati kreditov, zato hiše začnejo prodajati in cene hiš padajo. Ljudje ne odplačajo kreditov, banke nimajo denarja, nekatere celo propadejo. Lansko leto je 6 milijonov Američanov ostalo brez strehe nad glavo. Ker banke ne posojajo, saj ne zaupajo, da bo denar vrnjen in ljudje nimajo denarja, tudi podjetja z mnogimi delavci, ki dobro delajo, ne morejo graditi tovarn in prodajati svojih izdelkov. Zato odpuščajo svoje delavce, ki spet nimajo denarja in spet ne kupujejo in cene padajo naprej. Tako se začaran krog nadaljuje. V globaliziranem svetu, torej, če Nemci ali Francozi ne kupujejo naših izdelkov, potem tudi naša podjetja nimajo več dela. In tako se kriza prenese z zamikom tudi v Slovenijo. Kriza v Sloveniji pomeni, da bomo kmalu imeli 100 000 brezposelnih. Že zdaj imamo kar 15 000 več brezposelnih kot pred letom dni. Več 100 podjetij je že šlo v stečaj in vrednost delnic 20 največjih slovenskih podjetij je padla za 70% od leta 2007. Plače se nam ne višajo, vrednost našega premoženja pa pada.